Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Plemenitost in srčnost našega današnjega gosta, monsinjorja doktorja Stanislava Lipovška, upokojenega celjskega škofa, nas bo bogatila v oddaji Verovanja. Počaščeni smo, da se lahko danes družimo z njim, da nam bo njegova tista vsebina svetosti prenesla radost, veselje, kajti pogovarjala se bova o prazniku Velike noči. Prisrčno pozdravljeni, gospod Lipovšek, in hvala, da ste nas sprejeli v svoj dom. Z veseljem. Ja, hvala tudi vam in res prisrčen pozdrav vam in pa vsem, ki so zdaj z nami, spoštovane poslušalke, gledalke, gledalci in vse tudi poslušalci. Smo res v imenitnem obdobju cerkvenega leta, to je v velikem tednu, neposredno pripravi na osrednji praznik naše vere in krščanstva in vsega človeštva. To je praznik Jezusovega vstajenja, ki je res imenitno dogajanje, res dogodek svetovne zgodovine, ki napolnjuje vse nas verujoče, pa tudi vse ljudi dobre volje, s tem upanjem in tolažbo in svet, mislim, in z takim svetnim pogledom v bodočnost, ki jo garantira osrednji dogodek naše vere, ki je Jezusovo vstajenje in s tem tudi začetek uresničevanja tistega Božjega načrta, ko se Božje kraljestvo tukaj gradi in se približuje dan, ko bo nastopilo v vsej polnosti, to se pravi novo nebo in nova zemlja. Ja, Jezus je rekel, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Povejte, ali je tale prehojena pot Jezusa na njegovem križevem potu zanesljiva moč vere za naše odrešenje? In še kako, in to je ravno tisto, kar daje naši veri tisto življenjsko bližino in lepoto in tudi seveda rešitev vseh mogočih problemov. Nekoč smo se, ko smo bili še v šoli, smo slišali tisto napačno razlago vere, če je vera neki opij za ljudstvo. To se pravi, ja, vseeno, kakorkoli že. Ni res. Ni res. Ne, biti kristjan pomeni vzeti vsak dan svoj križ. Kaj to pomeni? Sprejeti svojo vlogo, svoje poslanstvo, ki jo imamo vsi na svetu. Mi smo namreč tukaj popotniki in to je zelo važno in temeljno, tako rekoč spoznanje resnice naše vere, da nam pove odkot in kam in kako in zakaj in čemu. Nenazadnje tudi naša bodočnost je zanimiva, nas zanima, kaj bo. In ravno ta praznik našega, ki je pred nami, velikonočni praznik Jezusovega vstajenja, je odgovor na vsa ta vprašanja, da se kljub vsem težavam, kljub vsem problemom, s katerimi se soočamo in jih ni malo, saj vidimo, kaj se dogaja v današnjem svetu, vendar je bodočnost svetla. Kolikor smo res zvesti Jezusu Kristusu in temu njegovemu vabilu, ki nam ga pokaže najprej svojim zgledom, tudi sam je šel v to preizkušnjo trpljenja, smrti in vstajenja. In vstajenja, to moramo naglasiti, kajti to je ravno krščanstvo, da ni ti problemi, da to ni zadnja beseda, ampak Veliki petek je tu, soočamo se z vsemi nalogami, radostmi in križi, ampak bodočnost pa je svetla, to pa je novo nebo in nova zemlja, to pa je nebeško veselje oziroma večno življenje. To je pa seveda imenitno dogajanje, o katerem se da zelo lepo razmišljati. No, takole ste mi, gospod Lipovšek, že kar odgovorili na pripravljeno vprašanje oziroma povedali, kako je Jezus
vzel križ na rame pri drugi postaji križevega pota in se ni nekako upiral očetovi volji. Kristjani, kot ste rekli, ne rabimo iskati križa, ker nam ga življenje že samo po sebi nalaga in ga prinaša vsak dan. Kako pa najti potem moč in pa pogum za prenašanje teh svojih križev takrat, ko je res težko? Odgovor je, ga daje sam Jezus, ko pravi: pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. Učite se od mene in našli boste mir svojim dušam. Jezus je sam že tudi se pogumno soočil z temi problemi, se pravi, je vzel križ na rame. Tudi mi smo toliko kristjani, kolikor smo res pripravljeni uresničevati to, kar velja za slehernega učenca Jezusa Kristusa. Mi letos obhajamo veliko noč in seveda postni čas, ko je neke vrste priprava, pravimo ravno neke duhovne vaje za vsakega kristjana, ta 40-dnevni post, to je zanimivo dogajanje. In letos je pa obogaten s tako zvanim svetim letom, to je vsakih 25 let, še posebej naglašena potrebnost totalne popolne prenove in vsega dogajanja, pa ne samo to, tudi imamo tako zvano sinodalno dogajanje, ki pa je bazira oziroma se osredotoči na odkrivanje pomena krsta, ko smo postali kristjani in kot taki nam velja tisto Jezusovo načelo: vi pa ste luč, tako naj sveti vaša luč, da bodo videli vaša dobra dela in slavili Očeta, ki je v nebesih. To se pravi, da je kristjan poklican, da uresničuje dobra dela. To pa vemo, da jih poznamo že od verouka, recimo, da so tako zvana telesna, pa tudi duhovna dobra dela. Vsakih je 7. Tu se pa vidi, koliko smo pri stvari. Saj poznamo, če dovolite, včasih še našteti ne znamo dobro, še meni se dotika tako včasih. Šola je že daleč nazaj. Seveda, no pa ne, to vedno pride prav, ne. Lačne nasičevati, željne vajeti, popotnike sprejemati, bolnike obiskovati, jetnike osvoboditi. Kakšne jetnike? Danes se reče bolj nobel zasvojenost. Pa koliko je tega? Vprašajte šole. In tako dalje, ne. Žive, mrtve pokopavati, to se pravi biti blizu žalujočim, ki izgubijo, recimo, in iti tudi na pogreb oziroma pomagati, ne. To. Potem so pa še duhovna dela usmiljenja, žalostne tolažiti, dvomljivcem prav svetovati, nevedne poučevati, To so imenitne zadeve in za žive in rajne moliti, to se pravi biti duhovno povezan z vsemi ljudmi. To je zelo konkretno dogajanje in kristjan je toliko res podoben Jezusu Kristusu, koliko vzame vsak dan svoj križ na svoje rame. Jezus pravi, učite se od mene, ker sem krotaken iz srca ponižen. Kaj to pomeni? Berimo 1. Korinčanom, 13. poglavje, tisto znano, ki ga mnogi še poznajo, ampak izvrševati pa drugo. Tam govori apostol Pavel o ljubezni, ki je dobrodiva, odposljiva, se ne da razdražiti misli hudega, vse opraviči se veri, nikoli ne mine. To, pa smo tam. In to je biti kristjan. In zato potrebujemo tudi seveda tisto notranjo moč in spodbudo. In to prinaša Jezus in njegova, ko se reče, duhovna pomoč ali milost. In temu se pa treba odpreti in to pa je tudi spet to ljubo svetoleto, ki smo ga obhajamo, ki se začenja in tudi uresničuje s tako zvanim simboličnim dogajanjem odpreti vrata. Vrata, ki vodijo k Jezusu Kristusu in k življenju v luči in moči njegovega evangelija. To je naredil papež v Rimu,
tista znana sveta vrata, ne, ki so zelo zanimiva. To smo naredili tudi v naših škofijah in tudi letos smo že imeli za našo celjsko škofijo že 4 takšna romanja, dekanij, to se pravi večjih naših enot cerkvene, naše škofije, in to v stolnico, ki je glavna cerkev vsaki krajevni cerkvi škofiji, tukaj pri nas, pa tudi druga pomembna svetišča, kot so naša Božja potla, recimo, to so Petrovče, pa to je Olimije, pa to so tele naše, kaj je že, Brestanica. In skratka, da bi bilo vsem vernikom omogočeno to srečanje z temi vrelci Božje milosti, ki so na poseben način se uresničujejo prav pri tem dogajanju tega svetega leta. Ja. Ja, zelo obširno in pa takole globoko ste povedali namen tudi tega sedaj predvelikonočnega časa, ki bi naj odprl dobroto v človeku, približanje pomoči, da zdravi uboge, kaj ne, in ob vsem tistem sramotnem poniževanju in pa mučenju, ko so pribili Jezusa na križ, je on vse skupaj tiho trpel in pa prenašal za odrešenje vsakega slehernega človeka. Velikokrat pomislimo, kako pa se pripraviti na tisto lastno trpljenje, na zadnjo uro, ko bomo potrebni sprave sami seboj, da bomo lahko morda odpustili tudi kakšne zamere, kakšne krivice. Kako se usmeriti takrat do Jezusa? Ne samo takrat, že sedaj. Seveda, takrat če pa bolj. Božje kraljestvo je že tu. To je tisto. Mi smo že vstopili, to je pri krstu in to je ravno tisto sinodalno dogajanje, da se spomnimo, ja, mi smo vendarle kristjani. Ob vseh teh nalogah sedanjega življenja, ki jih skušamo dobro uresničevati, smo pa vsi skupaj na poti proti temu cilju, ki bo nastopil gotovo, ne vemo pa kdaj. To pa je, bodite pripravljeni, ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov, pravi sam Jezus. In to je tista čuječnost za Gospoda. Ja, ko Jezus sam pravi, ne, budite podobni služabnikom, ki čakajo, kdaj se vrne Gospod svadbe in mu takoj odprl, ko pride in potrka. Blagor jim, takim, ki so pripravljeni. To se pravi, in zato imamo mi tole cerkveno leto, ki nas vsako leto nekako budi in drami, da ne bi nekako zaspali kot kristjani, ampak da obhajamo advent, to se pravi prihod, to je odprtost, rojstvo, ki ni samo dogodek, zgodovinski dogodek tam pred 2000 leti v Betlehemu, ampak tudi danes. Kristus naj bo nas na novo rojen, to pa je, to se pravi, ja, da zaživi njegov evangelij in da ga tudi uresničujemo. Ključno, kot ste omenila, spravo. Bog nam pomaga, koliko je tu pri nas še odprtih vprašanj glede sprave. Pa ne samo naše pretekle in polpretekle zgodovine, tudi to in zlasti to še nismo uredili. Sprava tudi v naših domovih in družinah. Zakaj je toliko nepotrebnega trpljenja? Ja, ravno včeraj smo imeli evangelij o ženi, ki so jo pripeljali Jezusu za sačenje in prisluškovanju. Stari zavezi so bili zelo jasni, konkretni. Če je to, konc. Smrt. In seveda so pa prišli k Jezusu njegovi nasprotniki, ki so bili tisti takratni oblastniki, pa tudi pismovki, ker so tako držali tistega predpisa, da niso nič drugega videli. In tako, ja, Mojzes pravi, take je treba ubiti. Kaj pa ti praviš? To je bilo zanimiva past. Ne? Karkoli bi Jezus rekel, je bilo narobe. Ne? Če bi rekel, ja, ubijte jo, kot pravi Mojzes, bi bil nasprotju svojim naukom o odpuščanju. Če bi rekel ne, bi rekel, ja, ti si proti Mojzesovi postavi, to se pravi vse narobe. Kaj pa Jezus naredil?
Jezus je pa se sklonil, pa tega začel pisati po tleh. Žal ni evangelist Janez napisal, kaj je pisal, ampak se obrnil k njemu in rekel, kdor je brez greha, naj vrže kamen vanjo. Globoko. In zanimivo, to jih je tako pretreslo, da so začeli vstajati in odhajati. Pa so ostala sama z ženo, pa je Jezus vprašal, kje so? Te ni nihče obsodil. Mislite, ona je bila tik pred smrtjo, tik pred smrtno obsodbo. Nihče, Gospod. Kaj pa Jezus? Tudi jaz te ne bom. Ampak ne potuha. Pojdi in ne greši več. To je Jezus. To se pravi, omogočiti nov začetek. Ni nikoli izgubljeno, ampak vedno se lahko na novo začne. In to je tisto, tudi velika noč, ki je pred nami in to svetoleto in to dogajanje je vabilo k novemu začetku. Ja, vi kot upokojeni škof celjske škofije se srečujete takole z bogato svetlobo vere in pa ljubezni vsekakor. In tale velika noč je praznik luči, kot ste že omenili, novo življenje, obsega posebno praznovanje tudi, ki ima višek v tem velikonočnem tridnevju. Kako poteka to tridnevje pri nas oziroma kako ga označujemo takrat? Čudovito. Lepo vprašanje. Ja, to je za vse nas kristjane, tudi za nas duhovnike, seveda velika milost in priložnost, da tudi sami utrjujemo naše posvečenje, našo povezanost z Jezusom Kristusom, da bi bili tudi mi tim bolj pripravljeni biti blizu in pomagati in prinašati to upanje, tolažbo nam zaupanim vernikom in tako dalje. Dobro, ja, velikonočno tridnevje, to je bogatstvo dogajanja, ki se je že uresničilo. Velik četrtek, spomin postavitve zakramenta svetega rešnjega telesa in mašeškega posvečenja. To je bilo pri zadnji večerji. Takrat je Jezus vzemite, to je moje telo, ki se daje za vas. To je moja kri, ki se za vas preliva. To delajte v moj spomin. Danes, jutri, vse dni, dokler ne pridem v slavi. To. In to je velik četrtek, ki ga obhajamo res kot rojstni dan Evharistije. In to je velika maša, večerna maša velikega četrtka, ko se ponavzočuje pri vsaki maši, ampak takrat je pa prav posebej, kot je rojstni dan, tudi nekaj posebnega v našem življenju. Ja, to pa je rojstni dan Evharistije. Pri zadnji večeri, vemo, je Jezus tudi napravil tisto znamenje, da je učencem umil noge. To je znamenje služenja, biti na razpolago, kajti v tistem času, še zdaj, najbrž ponekod, marsikje mora kakšna žena, če mož ni v stanju, da bi se čevlje svezul, če se kaj takega zgodi, tudi treba pomagati, ampak pustimo to. In takrat je bil pa opravilo služitev, da so gospodarjem umivali noge. To je bilo, da so se, tudi ko so prišli k kosilu, da so se lepo počutili, najprej so noge imeti, pa tako, ne. Ali pa recimo vse roke osvežiti, umiti. To sem jaz doživel recimo na Malti, se zdaj spomnim, smo prišli na kosilo, pa najprej so nam prinesli vode, da smo si roke umili. Zanimivo, ne? Pri nas tega ni, ne? In vse to. Ta čistost, ne? Pristopa v redu. Pa tudi neka osvežitev, tako nekako, ne, dobro. Jezus to napravi to znamenje in zgled se vam dal, da bi tudi vi tako delali, da bi služili ljudem, to se pravi delali dobro vsem ljudem, zlasti seveda tistim, ki so najbolj potrebni Božjega usmiljenja. To pa so prej našteta dela, ki je, vemo koliko jih je, ki čakajo na to našo žino. No, to je velik četrtek, odlično. In to je tudi ponekod, zlasti v stolnicah, pa še drugod, tudi papež to zelo prakticira, da na velik četrtek tudi umije noge. Pa ne kakim gospodom, pa kardinalom, to je bilo včasih zapornikom, pa tistim kriminalcem po zaporih, pa to gre papež, ne?
tisti, ki so najbolj potrebni tega spodbude in pomoči in in vabila, da so koristni, da so nekaj dobrega naredijo drug drugemu in tako dalje. Ne? Dobro, Veliki petek, odlično, to pa je srednji dan, ja, spomin na Jezusovo trpljenje in smrt. Maše ni, Jezus je umrl na križu. Ja, to je bilo, to še danes se tu in tam zgodi, pa ne več, ampak v Jezusovem času je bilo to oblika smrtne kazni. Se vemo v zgodovini, koliko so jih križali sužnje ob Špartakovem uporu, na tisoče, ne, križali. To je bilo grozljivo. Taj človek zmore, ne, in to je tudi Jezus doživel, to smrtno kazen za ne Rimljane. Rimski državljani so bili pa bolj elegantno umorjeni z mečem odsekati glavo. Tako da je Peter je bil križan, Pavel pa so glavo, ker je bil rimski državljan. Vseeno kruto, ampak. Kruto, ampak je bolj elegantno, ne? Manj muke, manj mučenja, ne? Mislim, ampak vse to je, Jezus pravi, da je to znamenje, da smo pripravljeni vzeti nase ne samo preizkušnje, trpljenje, tudi smrt, ki pa v luči Jezusovega trpljenja in vstajenja ni konec, ampak je to, in to je najvažnejše, prehod. Novo življenje se prične. Smrt je nov začetek in zato se mi, kristjani, v resnici smrti ne bojimo. Smrt je, ampak seveda moramo pa že zdaj pripravljati. In to je tista čuječnost za Gospoda. In smrt je potem, tako rekoč, rojstvo za novo večno življenje. Kaj pa je to? To je pa zanimiva. Skrivnost. To je pa zanimiva stvar. Ja, apostol Pavel je imel gotovo najgloblje spoznanje od vseh nas v tej skrivnosti. Pa kaj je napisal? Kaj je napisal? Oko ni videlo, uho ne slišalo in srce ne občutilo, kar Bog pripravlja njim, ki ga ljubijo. To ima zdaj. Torej, vse odpove, vse naše predstave, oko, vse je presega, te naše, težko si predstavljamo. Imamo pa nekaj znamen, ki pa o tem govorijo. Zlasti se znajdejo kakšni svetniki, ki so imeli nekaj pogleda. Saj za kratek čas so doživeli in vedno se to nekako soočajo, da je pač to stanje popolne sreče. Kaj pa je to popolna sreča? Nekaj piše tudi v Svetem pismu. Jezus sam pravi, da je nebeški Oče pripravljal gostijo, kjer se bomo dobro imeli, to je, smo vsi povabljeni na nebeško gostijo. No, vse na okciti, če je vse v redu, če se ne prepirajo slučajno kakšni sorodniki, je lahko zelo lepo. Jaz sem bil na ničkoliko porokah, lahko zelo v redu. Ampak, no, tako, pa imamo potem recimo nekaj pričevanj raznih svetnikov, to je tudi zanimivo, recimo Dante je napisal svoj čas, kako je v nebesi, kako je v vice, kako je v peklu, ampak to je fantazija. No, takole sva res označila, kako poteka, ne, tole velikonočno. Še morava iti čist na vrhunec vsega, o tem še povejva. Pa... To pa je Velika sobota, to pa je tudi zanimivo. To, kar vsi poznamo in hvala Bogu, veliko tudi tisti, ki ne hodijo redno v cerkev, prinesejo kaj? Velikonočna jedila. To je tudi imenitna, imenitni običaj, ki se naslanja na judovsko prakso, kajti Judje so obhajali tudi Veliko noč kot spomin na rešitev iz sužnosti. In takrat so tisti noči jedli kaj? Jagne in grenka zelišča in tisti presni kruh pred odhodom. In to se potem ohranjajo do današnjih dni. Ljudje imajo pomembno vlogo, žal pa je sedanja garnitura oziroma vedno znova so se našli ljudje, ki so
zavračali Jezusa Kristusa in še danes ga zavračajo in s tem tudi seveda počenjajo vse vemo kakšne stvari. Ne. Ja, no in kristjani potem s tem blagoslovom teh jedi, kaj ne, nekako simbolično potrdijo vse tisto, kar je vključeno v ta vrhunec praznika potem za samo vstajensko mašo. To je pa, še prej je pa tudi orjaško dogajanje, ki pa tudi ga malo poznamo, to je tako zvana velikonočna vigilija, ko se razmišljamo o vseh teh dogodkih, imamo kar 7 svetih beril, ki nam vse to lepo razkladajo. Potem tudi blagoslov krstne, še prej sveče, ki je simbol Jezusa Kristusa vstalega. Tam so letnice, mislim, 2025, pa križ, pa alfa in omega, to so ti naši simboli vsega dogajanja. In sveča potem gori v velikonočnem času, dobi in koši in tako dalje. Pa krst, pa če imamo krščence, pa zlasti katehumene, pa to je nekaj čudovitega. Hvala Bogu, imamo poročila najnovejša, da se na Zahodu, kjer je bil ta materializem na pohodu, da se utrujajo ljudje ob vsem tem porabništvu in se močno pozna, da na novo odkrivajo vrednoto krščanstva in evangelija, tudi katehumenat. Zanimivo, hvala Bogu. To se pravi, pa že kar nekaj knjig je, nekaj celo poznam, da se Bog vrača na različne načine. Še včeraj smo brali, in to je prerok bo stare zaveze, pravi, ne opaziš, da se nekaj novega dogaja, da ta nova stvar že klije. Aha, da v puščavi izvirajo vode. Aha, to se pravi, da je vedno, hvala Bogu, na delu tudi Božje kraljestvo. Ja, naj bo tudi letošnja velika noč nekaj novega. Bog daj. Takole zaključiva sedaj najin pogovor z vašim voščilom tistega za vse naše gledalce in gledalke, prosim. Ja, to je res tudi lep običaj, da si za veliko noč voščimo. Ja, smo zadregi, kaj pravzaprav, kako to izraziti in potem rečemo vesele, blagoslovene velikonočne praznike. To pomeni, da bi res stopili v to luč, ki prihaja, ki smo jo tako zelo potrebni. Torej, želim, da bi res stopili v to luč in da bi nas to napoljevalo z novim upanjem, da pa vendarle je to na delu tudi Božje kraljestvo, ki je že v nas in zato smo poklicani tudi mi, tukaj sodelujemo, da ne gledamo, kako bo, ampak da v svojem okolju ustvarjamo to prijetno vzdušje Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. In to je tudi veselje in tudi sreča velike noči. Hvala lepa in tele vaše plemenite misli in besede bodo naše gledalce gotovo upogumile in jih razveselile. Iskreno se vam še enkrat zahvaljujem, da ste bili v naši družbi, spoštovani monsignor dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof. Tudi vam naj Bog nakloni še veliko blagoslova in predvsem zdravja, pa z Bogom. Ja, hvala vam. Res sem vesel, da smo se na način srečali, kajti mediji imate veliko vlogo, da ste res tudi nosilci temeljnih vrednot našega življenja. In kaj nam bo lepšega, kakor je to radostno zanilo, da nismo sami, da je Gospod z nami in da on trka na vrata in tudi teh dneh še kako na vrata mojega in tvojega srca. Čim bolj bomo odgovorili, tem več bo z nami tega miru in sreče in radosti, ki je sporočilo naše vere. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, hvala za vašo pozornost. Imejte veliko luči v srcu, veliko veselja in pa dobrote in naj vas spremlja resnično vse tisto, kar je za vas najboljše. Pa nasvidenje.